V energijah meseca aprila ste lahko slišali, da je letošnji junij 2025 prav poseben in da se bo zgodila najmočnejša hoja po žerjavici v zadnjih 40 letih. Jimmy, lepo pozdravljen, dobrodošel. Ti si tisti, ki oče žerjavice tudi v Sloveniji, tisti, ki bo 21. v soboto ta dogodek tudi vodil in izvedel. Zakaj je letošnja hoja po žerjavici tako zelo posebna oziroma najbolj posebna v zadnjih 40 letih? Že celo leto 2025 je izjemno leto, energetsko, astrološko, pa tudi vidimo, da se dogaja cela kupica sprememb v svetu. Ampak če gledamo zdaj čisto iz duhovnega, energetskega aspekta, to je verjetno eden od najmočnejših transportativnih let, ki ponuja, da dejansko doživimo vse te transformacije, da naredimo en preboj in sočasno odpustimo vse tisto, kar nas bremeni. In letošnji premiki, planetarni premiki, prav to omogočajo. Normalno, ko rečemo, da naj bi bila najmočnejša, to je predpostavka, to je potencial. Zdaj, ali se bo to zgodilo, bomo videli, ampak glede na mojo izkušnjo sem skoraj prepričan, da se bojo dogajali zelo veliki preboji, ne? Tukaj mislim na pozitivno, v pozitivnem kontekstu. Še posebej se bo dogajalo pozitivne spremembe pri tistih ljudeh, ki so pripravljeni ali pa ki že nekaj časa vztrajajo pri svoji duhovni poti, pa tudi tisti, ki so šele začeli, ne. Skratka, zelo, zelo energetska, usklajena, primerna energija za to vrstno izkušnjo, ne. Ker hoja po žerjavici ni samo, recimo temu, všečna predstava, ampak ponuja zelo močan energetski preboj, ne samo energetski, ampak tudi na čustveno-mentalnem nivoju, preseganje ovir, preseganje strahov in vse tisto, kar je že znano, ne. In tukaj se lahko dosežejo globji nivoji, v tem je zdaj čar in potencial, ki ponuja res ta hoja po žerjavici, pa še Jupiter, ki je zadnji v vrsti teh planetov, ki delajo spremembe, prihaja v zelo močnega raka in tukaj je res, rak je povezan z našo notranjostjo, ne? Kaj mi dejansko čutimo in tukaj lahko dobimo razširitev vsega tega, ne? Še posebej je hoja po žerjavici, ki je jaz vodim, povezana z znamenjem raka, ker sem takrat začel voditi in vse skupaj se zdaj simbolno povezuje cela ta zadeva. Wow. Torej pričakujemo rekordno število posameznikov in posameznic, ki so že hodili, ki bodo prvič hodili po hoji, torej po žerjavici. Vedno je neka močna namera zadej, ki jo lahko damo s to hojo po žerjavici. V kakšno smer bi tokrat lahko s to hojo po žerjavici zapeljali namero? Jaz vidim velikokrat pare, ki so že nekaj časa skupaj, pa grejo na to, zato da obnovijo malo ognja, tega pozitivnega, dobrega. Vidim tudi pare, ki začenjajo, vidim posameznike, ki so šli čez določene težke izkušnje ali pa takšni, ki bi želeli kaj zaštartati v svojem življenju. Katera namera bo tista, ki bo najbolj obrodila plodove in cvetove? Mislim, da si pravzaprav namigali na zadevo, ker se dogaja v obdobju raka. Definitivno je to vse, kar je povezano z našo genetiko, vse, kar je povezano z našim domom, vse, kar je povezano z našim srcem, vse, kar je povezano z našo notranjostjo, to pa vključuje veze tudi, oziroma partnerstva kot taka, ampak na enem bolj globjem nivoju. To so partnerstva, ki iščejo, da bi ustvarili dom. Ne samo partnersko kot tako, ampak rak združuje na tem nivoju. In tukaj glede, da smo kar nekaj let zdaj imeli turbulentnih zadev,
zveze so razpadale, so šle narazen, zdaj končno spet lahko pride do združitve, oziroma da ponovno najdemo tisto bazo v sebi skozi partnerske odnose. Ne? In to je čudovita zdaj prilika, ker ta Jupiter je prav temu namenjen. Se pravi, samski, ki bi želeli priklicati ta pravega partnerja za njih, da pridejo? Samski, ki želijo zvezo, tudi tisti, ki so se odločili, da bi ostali samski, ampak da se zelo povežejo sami s seboj in s tistim, ki so najbližji jim. Ne? To se pravi ta povezava, še posebej pa to, kar se je omenila. Ne? To je čudovita ena zadeva, ker rak spodbuja pravzaprav srčno čakro, ne? Kot tako. Ne? In tukaj lahko pride na srčnem nivoju, da ne rečem na srčnem utripu, veliko spremembo. Pozitivno spremembo. V vsakem primeru, tukaj bo vsak doživel tiste spremembe, ki so mu nujne, ki so mu potrebne, ampak definitivno hoja po žeravici vedno, ne glede na zunanje kakšne simptome, spodbuja pozitivne spremembe, ker vsak namen, ki ima v sebi pozitivno željo, pozitivno tendenco, spodbuja pozitivne rezultate. In čim več je takih ozaveščenih, prebujenih posameznikov, je to neverjeten prispevek kolektivni energiji, ki zdaj, če zdaj, potem zdaj nuca take posameznike. Wow. Ker edino srečen človek, izpolnjen človek lahko prispeva zdravljenju. Se pravi, ne bomo hodili sam zase, ampak tudi za vse ostale. In po liniji to se pravi, prednikov. je združitev osebnih interesov oziroma motivacij, ampak povezana z celo genetiko prednikov, pa tudi za vse ljudi, ki v tem momentu zelo trpijo. Ker so kar nekaj področji, kjer se dogajajo močna trpljenja in tukaj lahko pride do očiščenja, osvobajanja in nov input. Kurašček je mesto, na katerega bodo prihajali ljudje iz celega konca sveta, zaradi tega, da začutijo neko posebno energijo. V Sloveniji mogoče malo premalo se zavedamo tega, kako poseben je tisti kraj. Kljub temu, da vsako leto na Žerjavico vendarle pridejo Primorci, Gorenjci, Štajerci, Dolenjci, Korošci. Torej, kaj je tako posebnega pri Kuraščku? Zanimivo, da je Slovenija je majhna dežela, ampak z neverjetno veliko energetskih točk. Ne? Skoraj v Evropi ni na takem majhnem področju, da je toliko različnih energetskih avtentičnih točk, ne? Ker pač vsako področje govori, da ima svoje točke, ampak Slovenija ima res veliko točk. Kurašček je eden od teh zelo, zelo zanimivih. In jaz prvič, ko sem ga videl, sem ga takoj začutil. Ne? Bil sem veliko po teh energetskih točkah, ne samo v Sloveniji, ampak po celem svetu, ampak lahko z gotovostjo trdim, da ima Kurašček zelo zdravilno energijo, zelo pomirajoče, kot da bi bil en kanal, kjer se lahko bistveno lažje konektiramo z višjimi vibracijami. Zdaj, nekateri bodo prišli oddaleč, lahko tudi tam prespijo, v smislu v šotoru ali pa kaj takega? To je prednost Kuraška, da lahko, tudi se poznam dolgo leta s tem lastnikom in tam je omogočeno in šotor in da bivajo. Včasih bivajo tudi par dni. Ne? Tam je en vir zelo zdravilne vode. In mnogi to izkoristijo. To se pravi, vsi tisti, ki pridejo od daleč, ali pa od Štajerske, ali pa iz katerega konca, lahko tam prespijo. Z dovoljenjem, za vsem, da ne bi imeli nikakršnih problemov. Ker lastnika sta tako in tako izjemna, krasna in lastnika, tudi... so duša tega kraja. Prideta zraven hoditi. Vedno so zraven, ni se še zgodilo, da jih prav ne bi bilo. Prav varuha sta. Varuha, ja. Prav varuha sta. Tako da poklon tudi njima. Tako, evo. Hvala lepa, Jimmy. Torej, dragi gledalci in gledalke, srčno vabljeni, da se odzovete temu klicu
hoje po Žerjavici 21. junija na Kureščku, to je sobota. Začenjamo zgodaj oziroma popoldan in traja vse tja do nekje 11. ure zvečer. Zelo vabljeni, več informacij pa na klepetobkavi.si. Tokrat torej zelo pomembna priložnost v zadnjih 40 letih, astrološka posebnost, ki jo boste na nek način, na nek način praznovali oziroma izkoristili ravno s hojo po Žerjavici.